V seriji izbranih del Edvarda Kozbeka predstavljamo že tretjo knjigo njegove esejistike. Tokrat v kratkem obdobju 3 let, 1958 do 1960, ki pa so bila zelo plodna. To je pisal Kozbek v svojem političnem pogrezu, ki je torej to njegovo obdobje političnega pogreza je teklo že 6. leto, odkar so ga leta 1952 pač prisilno upokojili in sramotno postavili izven javnega kulturnega življenja. Prva njegova javna omemba je bila šele potem leta 1954, mimogrede, ko je seveda se zgodila njegova 50-letnica. Takrat je dobil nekaj upanja, da se bo mogoče vrnil v kulturno življenje, vendar je bilo to še prezgodaj. Iz teh prvih stresnih let v pogrezu se je izmotal šele leta 1955, ko so mu dovolili kratko potovanje v Pariz, v Francijo, kamor ga je povabil urednik Esprija Jean-Marie Domenach. To je bilo veliko doživetje za Kozbeka. Tam se je duhovno in kulturno okrepčal in seveda tudi ves čas beležil svoja doživljanja tam in tudi kulturne dogodke in o tem napisal svoj pariški dnevnik, ki ga je potem objavil naslednje leto 1956 v Novi poti, spet psevdonimno kot MM, čeprav seveda je oblast vedela natančno, kdo te dnevnike objavlja. Njegova eksistenčna situacija v letih 1958 do 1960 se radikalno še ni spremenila, celo stopnjevala se je. Leta 1959 recimo je bilo za Kozbeka zaradi političnih pritiskov celo eno najtežjih. Povabili ga niso niti na 200. obletnico mariborske gimnazije, kjer je maturiral, in še celo več, v tem letu so mu v stanovanje namestili prisluškovalne naprave, se pravi mikrofon v zidu, o katerem je napisal kasneje to svojo znamenito pesem. Tudi udbovska zasliševanja so se nadaljevala, izvajala sta jih Janez Japelj in Zdenko Roter, ki je bil posebej zadolžen za krščanske duhovnike in laike. Kljub temu se Kozbek temu ni zavestno uprl, oziroma čeprav ga je mrazilo ob tem, da mu skozi nekdo v zidu prisluškuje, je, bi rekli, zelo razumsko reagiral na to situacijo in zapisal, da bo skritega prisluškovalca in vsiljivca raje ignoriral, se je menil, da je navsezadnje boljše, da policija ve za njegove iskrene in realne razmisleke in pogovore, kot pa da bi mu pripisovali neke tajno skrivaštvo. Tako da je tudi potem še v naslednjem letu to svoje uporništvo celo poglabljal. Ko je pisal esej o Camusu, je na primer prav citiral njegov izrek: "Upiram se, torej sem." In vse to je potem trajalo še v naslednja leta, jih bomo predstavljali kasneje. Politično utoplitev vemo, da je doživel šele leta 1962, ko so mu dovolili objavo pesniške zbirke, in
podelili Prešernovo nagrado, čeprav si jo je moral deliti s Miškom Krancem. No, zdaj pa še v tej knjigi nekoliko natančneje. Esejistika v tej knjigi je po obsegu zelo obsežna, zelo bogata. Naša knjiga prinaša kar veliko število enot, in sicer 132 esejev, krajših in nekaterih tudi daljših. Izhajali so ti eseji v Novi poti, kajti v druge publikacije takrat ni imel dostopa. V letu 1958 je ta rubrika se še imenovala Svet in duh, od 1959 naprej pa iz krščanskega sveta. V letu 1958 je Nova pot izšla 3-krat v dvojni številki in Kozbek je zapisal v tem letu 43 prispevkov, zelo veliko število. V naslednjem letu je išla revija že 4-krat, spet po dvojnih številkah, in Kozbekovih prispevkov v letu 1959 je 37. Naslednje leto 60, ki je še v tej knjigi, je išla Nova pot celo v 5 zvezkih, torej je vendarle se tudi tu količinsko širilo in večalo. In Kozbekova rubrika je izkazana v tem letu kar z 62 še zmeraj seveda anonimnimi prispevki. Knjiga se zaključuje poleg tega gradiva, ki sem ga doslej naštel, še s 3 eseji, ki so išli potem že v naši sodobnosti, ki jo je takrat urejal Drago Šega. Se pravi, to je bilo že odpiranje in usmerjanje v kasnejšo večjo javno nastopanje. So pa ti prispevki že tudi prvič po več letih tega pogreza podpisani s pisateljevim pravim imenom. Toliko glede obsega te esejistike. Vsebinska podoba teh besedil seveda je pestra, prinaša pa predvsem intelektualne razmisleke, poročila in tudi politične analize, ustvarjalnosti in prakse iz evropske katoliške družbe. V bistvu gre, če bi potegnili razvojno črto nazaj do revije Dejanje, se pravzaprav ti eseji kažejo njegovo literarno in esejistično ustvarjanje, ki se nadaljuje iz te revije. Kozbek je izrazito seveda vsestranska osebnost in se tak kaže tudi v teh esejističnih spisih. Njegova osnovna duhovna sila je pojmovanje krščanstva, predvsem njegovo pričevanje krščanske vere iz njenega izvornega bistva, skozi katero se je potem nenehno prebijal skozi tradicijo obstoječih ločin klerikalizma, pa tudi strankarskih odcepov od krščanstva. Kot tak pričevalec je Kozbek krščanski upornik tudi v teh esejih. In sicer seveda upornik, ki je kritičen do obeh strani, do institucionalne krščanske cerkve kot organizacije in seveda kot
oster kritik in analitik tudi marksizma in nove socialne in politične, predvsem politične podobe novega režima. Tudi filozofija eminentnih evropskih mislecev, ki jih je zelo natančno prebiral in analiziral, ga ne zadovoljuje zmeraj v celoti. Tako da na koncu seveda mu je še zmeraj osnova njegova osnovna krščanska vera, ki je antropocentrična, se pravi usmerjena na človeka in ne na teološka razglabljanja. In seveda s tem se pa veže njegova umetnost, poezija in proza, predvsem pa poezija. Po pogostnosti, zdaj, če bi šli natančnejšo analizo teh esejev pogledati, seveda ugotavljamo, da izstopajo eseji, ki obravnavajo vprašanje o religioznosti v družbi in njenega organiziranja, tudi se pravi zunanje organizacije tega življenja, pri čemer ga je zelo vznemirjal položaj religije in cerkve na vzhodu, recimo v Sovjetski zvezi in predvsem na Poljskem, ki je obdržala in uveljavljala nekoliko močnejši položaj krščanstva in tudi cerkvene organizacije. Potem druga vsebinska črta je nekako koncilska, namreč to so bili zelo odmevni dogodki ob koncilu, ki ga je prinesel oziroma organiziral novi papež Janez 23., znameniti reformator. In okoli tega je Kozbeka še posebej vznemirjalo tisto, kar je že v prejšnjih knjigah smo objavljali in komentirali, se pravi položaj duhovnikov, delavcev in laikov in novi razvoj diakonata, se pravi tistega delovanja neposvečenih delavcev v cerkveni organizaciji. Ob tem se Kozbe pogosto v teh esejih spušča tudi na obravnavo razmerja med znanostjo in umetnostjo in seveda tehnološkimi odkritji in religijo. Potem še en pramen vsebinski je opazen in nespregledljiv, namreč politična preureditev sveta, zlasti teh nekdanjih kolonij. Kozbe kot poznavalec francoske kulture in literature, v katero se je vračal kar naprej, je v teh letih posebej temeljito analiziral Alžirijo in o tem napisal kar nekaj esejev. Se pravi, in sploh tudi celo o katolištvu v Afriki je pisal, v Kongu in podobne reči. Ampak zmeraj je pa treba, torej nespregledljivo je, da je Kozbek v teh esejih pisal v teh stvareh poglobljeno, da se ni nikoli spuščal na nivo zgolj samega poročanja ali pa kakšnega celo senzacionalističnega novinarstva, ki je takrat recimo ob alžirskih revoluciji bilo dokaj pogosto. Zdaj, če to zaokrožim nekako ta pogled na to esejistiko iz omenjenih 3 let, je treba poudariti, da je seveda to esejistika, ki na poglobljen in temeljit način obravnava položaj slovenskega in evropskega katolištva v teh letih, da se pri tem Kozbek poglablja seveda tudi v naše razmere, kjer
gre predvsem za razmerje cerkve in pa Ciril-metodijskega društva kot dela te nove organizacije, ki jo je skušala socialistična oblast v Sloveniji vzpostaviti, ne, in katere nosilec je potem in glasnik seveda revija Nova pot, v kateri je vso to esejistiko objavljal, urejal pa jo je Stanko Cankar. Zdaj, kakšen je bil odmev tega pisanja? Konkretnih kritičnih odzivov je zelo malo, ker v tistem času seveda to ni bila praksa. Čeprav so ti eseji sigurno imeli zanesljive in hvaležne bralce, tako v tistih krogih, ki so pritrjevali Ciril-metodijskemu društvu, kot tudi kritikom iz drugih cerkvenih krogov. Šele v kasnejših letih so začeli seveda naši teoretiki, literarni zgodovinarji, pa tudi filozofi in kulturni zgodovinarji pisati tudi o tem gradivu. Najbolj Janez Gradišnik, ki je bil njegov sodelavec, tudi kasneje Alojz Rebula, se pravi v zamejskem slovenskem tisku, in še tudi v najnovejšem času, recimo naš Zorko Simčič je pred leti o tem se je nekoliko razpisal, o vsem tem pač nekoliko natančneje pišemo v spremnem gradivu. Kocbekova esejistika ni zahtevala kakšnih natančnejših oziroma bolj radikalnih tekstno-kritičnih obdelav, ker je to že sodoben jezik, ki ga je Kocbek sproti pisal. Mogoče nekaj opomb samo to, kako je to ohranjeno. Rokopisnih predlog za eseje nimamo, imamo pa v njegovih dnevnikih več zapisov o tem, kako so ti eseji nastajali in tudi kdaj in kako jih je izročal uredniku in tako naprej. Tako da, če zaključimo ta pregled, je to še ena od tistih knjig, ki prinašajo nova Kocbekova dela. Namreč to gradivo je bilo zakopano v revijah desetletja in premalo znano, tako da zdaj doživlja pravzaprav neko revitalizacijo, ki se bo še z zadnjo knjigo, ki bo sledila tej, potegnila vse do Kocbekove smrti. Namreč po teh letih tega pisanja potem ni več toliko, tako da ostaja samo še za eno knjigo.